Na včerajšnji novinarski konferenci sta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Tema novinarske konference je bilo cepljenje proti COVID-19. V zadnjem tednu se je epidemiološko stanje nekoliko izboljšalo. V zadnjem tednu se je skupno število hospitaliziranih pacientov malenkost zmanjšalo. Tako v 13 COVID bolnišnicah danes obravnavamo 9 bolnikov manj kot pred tednom dni. V enoti intenzivne terapije pa je številka hospitaliziranih praktično enaka, saj smo danes zjutraj beležili enega hospitaliziranega bolnika s COVID-om manj kot pred tednom dni. Glede na trende in napovedane modele, z današnjim dnem zapiramo bolnišnico v Sežani, zmanjšujemo pa potrebne rezervne kapacitete na navadnih COVID oddelkih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v splošni bolnišnici Celje in pa v splošni bolnišnici Novo mesto. Kapacitete za potrebe intenzivnega zdravljenja pa bomo v 10 slovenskih bolnišnicah še naprej ohranjali pri 131 bolniških posteljah. Kar se tiče zdravljenja, smo v Sloveniji v koraku s časom oziroma z najnovejšimi zdravili. V Sloveniji imamo od sredine poletja na voljo zdravilo Regeneron. To temelji na uporabi monoklonskih protiteles. Uporablja se za zgodnje zdravljenje bolnikov s potrjeno okužbo in za zaščito po kontaktu z okuženo osebo v primeru, da obstaja tveganje za hud oziroma težji potek bolezni. Klinika za infekcijske bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je 30. septembra letos posodobila priporočila za uporabo tega zdravila in ta prenovljena priporočila so bila posredovana vsem bolnišnicam, saj je pri aplikaciji tega zdravila potreben ustrezen nadzor. Aplikacija zdravila je predvidena v dnevnih bolnišnicah, predvsem v okviru urgentnih centrov oziroma tudi v domovih starejših občanov pod nadzorom zdravstvenega osebja. Zdravilo je prednostno namenjeno osebam z imunsko pomanjkljivostjo in osebam z dejavniki tveganja za hujši oziroma težji potek bolezni. To pa so praviloma starejše osebe od 65 let, osebe s povečano telesno težo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo in pa s srčno-žilnimi boleznimi. Ker je povprečna starost na COVID oddelkih 70 let in ker vemo, da imajo starejši večje tveganje za težji potek bolezni, je smotrno, da starejši od 65 let ob pozitivnem PCR testu nemudoma pokličejo svojega izbranega zdravnika in se z njim posvetujejo o morebitni napotitvi v dnevno bolnišnico bližnje splošne bolnišnice oziroma urgentnega centra za infuzijo omenjenega zdravila Regeneron. Kar se tiče odločitve glede cepljenja, posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pa naslednje informacije oziroma sklepi, ki jih je sprejela skupina. Predlagajo, da se tretji poživitveni odmerek poleg oskrbovancev domov starejših občanov in pa posebej ranljivih kroničnih bolnikov priporoči za vse osebe starejše od 65 let. Člani posvetovalne skupine priporočajo tudi, da se za cepljenje proti COVID-19 uporabljajo mRNA cepiva. Vektorska cepiva se lahko uporabljajo v primeru kontraindikacij za cepljenje z mRNA cepivi ali na izrecno željo osebe ob seznanitvi seveda z možnimi neželenimi učinki. Zaradi novih podatkov o možnosti nekoliko povečanega tveganja za pojav miokarditisa oziroma perikarditisa oziroma drugače vnetja srčne mišice oziroma obsrčnika ob cepljenju s cepivom Spikevax oziroma Moderna v primerjavi s cepivom Comirnaty oziroma Pfizer. Člani posvetovalne skupine tudi priporočajo, da pri
mlajših osebah od 30 let prednostno uporabimo cepivo Comirnaty oziroma Pfizer. Vlada bo strokovnim priporočilom posvetovalne skupine sledila. Cilj vseh je namreč zajeziti širjenje okužb v zimskem času. Minister Poklukar je spregovoril tudi o cepljenju proti gripi. Posamični dogodki ne smejo spodkopati zaupanja, ne smejo vplivati na naše zavedanje, da je cepljenje najpomembnejši javnozdravstveni ukrep v zgodovini medicine, ki je do sedaj rešil na milijone življenj. Dovolite pa mi, da se dotaknem še cepljenja proti gripi. Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot nacionalni koordinator za področje cepljenja, bo v teh dneh pričel z obveščanjem o izvedbi cepljenja proti gripi. Ministrstvo za zdravje bo tudi v sezoni 2021-2022 zagotovilo brezplačno cepljenje za vse prebivalce proti gripi. Minister Poklukar je še poudaril, da prednosti cepljenja odtehtajo tveganja. Hkrati je pozval javnost, da morebitne pomisleke naslovijo na izbrane osebne zdravnike. Cepljenje proti gripi in cepljenje proti COVID-19 se lahko opravi sočasno, lahko pa tudi s kakršnimkoli presledkom oziroma zamikom. Se pravi, cepljeni med seboj ne vplivata eno na drugo in po mnenju strokovnjakov ni važno, kdaj smo pristopili k kateremu koli od omenjenih cepljenj. Spoštovani, kot sem že večkrat poudaril, prednosti cepljenja odtehtajo tveganja. Razumen strah in pa negotovost, ki jo številni posamezniki doživljate v tem čudnem tempu življenja, ki ga narekuje koronavirus sedaj že žal več kot leto in pol. Pa vendar podatki o hospitalizacijah jasno kažejo, da so cepiva varna in učinkovita. Morebitne pomisleke, prosim, naslovite na svoje izbrane zdravnike. Ti namreč najbolje poznajo vse potencialne stranske učinke in tisto, kar je najpomembneje, vaše zdravstveno stanje. Želim si, da čim prej pridemo v življenje, kot smo ga poznali pred epidemijo koronavirusa. Vendar ponovno poudarjam, to bo mogoče le z dovolj visoko precepljenostjo celotne družbe. Da druge alternative ni, nam kažejo z zgledom tudi druge države v Evropi, ki so se odprle in opustile vse ukrepe, vendar pa je vsem skupna visoka precepljenost. Posvetovalna skupina za cepljenje predlaga 3. poživitveni odmerek cepiva vsem oskrbovancev domov za starejše, kroničnim bolnikom ter osebam starim 65 let in več. Za 3. odmerek priporočajo mRNA cepiva in sicer za mlajše od 30 let cepivo Pfizer. Pri spremembi glede 3. odmerka smo sledili nedavnemu sklepu Evropske agencije za zdravila, ki je odobrila 3. odmerek kot tako imenovani dodatni odmerek in sicer pri cepivu, pri obeh v Evropi odobrenih mRNA cepivih, torej pri cepivu podjetja Pfizer-BioNTech in Moderna. Gre za odmerek, ki ga prejmejo osebe z zelo oslabelim imunskim odzivom, pri katerih pričakujemo, da cepljenje z 2 odmerki ni bilo zadostno. To cepljenje se izvede 28 dni po 2. odmerku, lahko sicer tudi kasneje. Poleg tega pa je Evropska agencija za zdravila odobrila tudi tako imenovani poživitveni odmerek. To pa samo za cepivo podjetja Pfizer-BioNTech oziroma cepivo Comirnaty. To cepivo kot poživitveni odmerek je odobreno na način, da je njegova uporaba možna, da pa naj se nacionalne inštitucije odločijo, na kakšen način bodo ta 3. poživitveni odmerek uporabljale.
To v Sloveniji pomeni določeno spremembo, in sicer pri dodatnih odmerkih in pa pri poživitvenem odmerku za cepivom Comirnaty cepljena oseba ne bo več podpisala seznanitve, da odmerna shema ni odobrena, ker sedaj imamo to odobritev. Če pa se bo kdo želel cepiti s poživitvenim odmerkom podjetja Moderna, mora biti seveda seznanjen, da tak način odmerjanja ni odobren. Nekoliko smo spustili tudi starostno mejo za priporočilo za poživitveni odmerek, ki je zdaj 65 let, kar je podobno kot številne druge države. Začeli smo za 70, ker je to pač tisto obdobje, ko se tveganje za hud potek COVID izrecno poveča. Glede omejitve mRNK cepiv pri mlajših od 30 let ne gre za tako strogo omejitev, gre samo za priporočilo. mRNK cepiva pri mlajši populaciji povzročajo vnetje srčne mišice in osrčnika, ki praviloma sicer ni hudo, ampak vendarle gre za srce in pri posameznih primerih je situacija lahko tudi hujša. Zato se nam zdi smiselno pač to priporočilo izdati, opozoriti ljudi. Bomo pa spremljali seveda situacijo, čakamo večjo skandinavsko raziskavo, ki naj bi izrecneje pokazala na to, pri kateri populaciji in s katerim cepivom je problem. Pogoj PCT trenutno ohranja odprto družbo. Opustitev ukrepov za preprečevanje širjenja okužb pa lahko pričakujemo ob 70-odstotni precepljenosti.